V Evropi po naših predalih leži kar 700 milijonov telefonov. To pomeni, da leži doma več telefonov, kot pa je folka v Evropi. Verjami mi, doma imaš zlato. In to tukaj noter v računalniku. Res je, da ga je nekaj malega, ampak vseeno zlato je. Največji problem je tukaj. Naprimer, v tem računalniku v komponentah je noter živo srebro, litij, nekaj malega zlata in mi vse te kovine dejansko uvažamo izven Evrope, iz drugih držav. Zakaj enostavno ne recikliramo, ne vem, starega računalnika, ki je totalno neuporaben, ven vzamemo te kovine in jih na novo reusamo oziroma še enkrat uporabimo. Evo, vidiš, se že učimo. Nekdo je lepo recikliral svoj stari telefon. Napaka. Telefon in tvoje električne naprave moraš odnesti na zbirne centre in jih tam reciklirati. Ta baterija lahko zakuri celotni smetarski avto. Se spomnite, ko je bila serija telefonov in so nenadoma vsi telefoni eksplodirali ali pa goreli? No, samo da veš, taka mala baterija je že dovolj nevarna, da daj to reciklirati. Torej, kaj smo se danes naučili? Ko boš svojo staro napravo menjal za novo, stare ne vrži v navadni koš, stare naprave ne pusti doma v predalu, ampak jo pelji v zbirni center in jo tam recikliraj. By the way, to velja za čisto vse električne naprave. Od televizije do toastera, do tablice, računalnika, pametne ure, slušalk, čisto vsega. Na današnje zgodbe električne naprave recikliraj. Ti pa mi v komentar napiši, koliko elektronskih naprav lahko zdaj vržeš smeti, ki jih imaš v sobi. Jaz imam sigurno enih 6-7. Napaka. Telefon in tvoje električne naprave moraš odnesti na zbirne centre in jih tam reciklirati.